kakšen zrak. Lep pozdrav. Če je komu prevruče, ste vabljeni, da si zaprete radiatorje ob strani. Jaz sem jih dobronamerno odpirala, ampak mogoče pa. Skratka, lep pozdrav in dobrodošli na naši zadnji oziroma zaključni impro predstavi za impro v zasipu. Dajte mi pomagati z enim bučnim aplavzom, da jaz med tem razmaknem te zavese in vam pokažem, kdo bo še danes ta večer z nami. Ste seznanjeni, naslov današnje predstave je Ljubezen po vaše. Podobnost z reality showom Ljubezen po domače je zgolj naključna. V bistvu želimo pokazati, da se stvari, ki se dogajajo morda tam, dogajajo tudi v vsakdanjem življenju. In za ljubezen tele uboge osamljene ženske se bojo potegovali Mark Džamastagić, gledališča Ljubljana oziroma Iglu, Vid Sodnik in Juš Milčinski. To, tam je fajn. In stvar bo izgledala takole. Ker je naslov Ljubezen po vaše, je s tem po moje dovolj očitno nakazano, da se bo razplet teh ljubezenskih nekih zapletov in zadev razvijal pač po vaše, po vaših željah, po vaših usmeritvah. Vas pa prosimo, da imate vse neko skupno, dobronamerno motivacijo, da si uboga samska deklica najde čim bolj primernega kandidata. In sicer gledali bomo, v bistvu, bomo od vas pobrali. Dajmo najprej projekt, v bistvu, a ste že vsi bili na kakšni improvizirani predstavi? A je kdo prvič na impro? Bravo, okej! Potem pa sam na kratko za uvod in za razumevanje. Impro oziroma improvizacija, improvizirana predstava pomeni, da si sproti izmišljujemo vsebino. Imamo sicer v glavi nek koncept, kako se bo stvar odvijala, ne vemo pa, kaj zares se bo zgodil. In vse je v vaših rokah, ker nam boste vi dali ključne predloge in sicer najbolj ključen predlog bo, kje se nahajamo. Rabili bomo neko okolje, kjer je lahko več ljudi in kjer se te ljudje ali že poznajo ali pa tudi ne, imajo odnose, ali pa mogoče še ne. Lahko je to, ne vem, tovarna Lek ali pa polpenzion na Bledu ali pa nekaj. Čakaj, samo da razložim. In v tem okolju se bojo pač 5 fantov in jaz bomo razvijali odnose, malo bomo najprej v seriji prizorov prikazali naš vsak dan, naše odnose, našo dinamiko, potem pa bomo med te fante razdelili karte, ki bojo določile njihovo usodo v smislu, kaj čutijo do te osamljene deklice. En srček pomeni, da je kandidat zaljubljen vanjo, ampak tako, ne, pač, všeč mu je, ja, na izi. 2 srčka pomenita, da je že malo bolj zaljubljen vanjo, mičkam bolj motiviran mogoče. 3 srčki, to je pa pač ta idealni tip, ne, to je ta... Pač obseden je z njo. Ne, on je res fajn, on je res cool, res se trudi, res je motiviran, on je zaužent, ne, pač on je... Njega si želite pripeljati do mene, ga spečati z mano, ampak da je stvar malo težja in ker v vsakdanjem življenju ženske pač se srečujemo žal tudi z ljudmi, ki niso 3 srčki, imamo tukaj psihopata. On je sicer tu zelo motiviran, zelo se trudi, zelo je predan, ampak pač, ker ima svoje razloge, to se pustimo presenetiti. In pa zadnji lik je, kot ga mogoče kdo travmatično pozna, one night stand model, tudi visoko motiviran, ampak spet s svojimi razlogi. Če prevedem dobesedno iz angleščine, no ne dobesedno, to v bistvu pomeni, obstaja izraz za eno noč. To je recimo fant, ki vidi dekle in se reče, o, wow, luštna je, ampak trenutno se res ne želim resno vezati in bi rad z njo preživel eno samo noč. Najlepše. Tako razmišljajo, Pridi čez 10 let še enkrat, bomo imeli še enega tako predstavo, pa bomo malo drugače zložili. Pogovarjali. Ok.
te karte, skratka, bomo razdelili tem 5 čudovitim snupcem. In oni ne bojo vedeli med sabo, kaj imajo, bojo skrili in pač bojo mogli igrati v skladu s to motivacijo, ki jo dobijo. Odigrali bomo spet serijo prizorov, v kateri se bojo odnosi nadaljevali, nadgrajevali, spremenili in tako naprej. In po nekaj časa ste spet na vrsti vi in tokrat glasujete oziroma določite, kdo izpade iz te bitke za ljubezen, koga pošljete domov, kdo ni več v igri, koga nočete več gledati, da se pač bori za glavni lik. Ampak imejte v mislih, da ste dobra bitja in mi želite dobro in da navijate, da skušate prepoznati, kdo ima te 3 srčke in kdo jih nima, kdo je psihopat in kdo bi se rad samo eno noč držal za roke in mogoče izločite te bad guye in navijate za pravo ljubezen. In potem sledi spet serija prizorov, ostali nejo še 4, spet izločite vi nekoga, ostanejo 3, po še eni seriji prizorov spet nekoga izločite in ko ostaneta samo še 2, določite, kdo je po vašem mnenju ta končni pravi moški zame, ampak odigramo še zaključni prizor, kjer vidimo, s kom ste me v resnici spečali, ker vsak, ki izpade, ki ga izločite, se med tem, ko odide, tudi razkrije, kaj je bil. Tako da boste ves čas v bistvu lahko spremljali, kdo je še v igri. A razumemo? Ja. Ok. Mogoče gremo. Ja. Ker rabimo odvrš možgane in razmišljanje in tako naprej. Bomo ogreli publiko, čeprav vem, da ste že ogrete. In recimo malo zamižimo in razmišljamo v preteklost, nazaj, ne vem, osnovno šolo, vrtec, kakorkoli pač vas navdihne. In se na 3-4 zdaj, ko rečem, na glas in res srčno zaderete ime svoje prve simpatije. Simpatija je nekdo, ponavadi nasprotnega spola, ki ti je všeč, ki se ti zdi fajn, pa tako, pa bi se držala z njim za roke. A imamo vsi v mislih to podobo? Gremo na 3, 4, zdaj! Kaj so rekli, niso slišali? Ne vem, jaz sem slišala sam njih 3, tako ostali sploh očitno še niso bili zaljubljeni, ali ne vem kaj. Ok, še enkrat, da vas zamižimo in se spomnimo na najbolj nesrečno ljubezen v našem življenju. Ne vem, lik si izpovedal ljubezen in se je preselila v Ameriko, ali pa lik si v vrtu delila igračo z njim, pa se je odločil, da jo bo vrgel v tvojo glavo. Kaj te nesrečne ljubezni v glavi? Da se zamižimo. In 3, 4. Zdaj? Ne vem, kdo. Noben je imel nesrečne ljubezni, ali kaj? In to je dober. Ok, pa se ogrejmo tako, da ne bom bezala po vaši intimni preteklosti, pa se ogrejmo zgolj z drugo najbolj pomembno stvarjo, ki jo od vas pričakujemo kot publika, in sicer vaše roke za aplavz. In gremo tako, delali boste aplavz in če vam je roka tukaj spodaj, povem to tako. Nežen ne jim bo aplavz. Če roko malo dvignem, povem, ok, to je bilo kar v redu. In če dvignem roko čist gor, povem, da je bilo to noro, najboljša stvar, kar ste v življenju videli in ploskate, da se vam je zmešali, lahko žvižgate, lahko zapotate z njima. Ok? Pa začnimo recimo to. Rabim od vas neko okolje, kjer je pač lahko več ljudi, ki se pozna. Osnovna šola. Ok, obeta, ampak... One night stand, osnovna šola. Bolanca! A nam je všeč Bolanca? Meni se zdi bolnišnica kar zanimiva, tam se sigurno lahko odvija več odnosov. Tako da, mogoče kakšna specifična, ali pa s kakšnim imenom, v kakšnem kraju. Ok, bolnišnica Golnik, se pravi, kjer imajo pljučne bolezni, ja, oziroma bolezni dihal. Osnovno šolo. Bolanco imamo. Bolanco. Bolanco Golnik. Bolanca Golnik, se pravi dihalne težave. In evo, to je to. Začeli bomo s serijo prizorov v bolnici Golnik. Daj pa še tako.
Veš, če me doktor Krancar vid, smo vsi nasrkali. Ja, to je res. Je rekel, niti enega čika več. Daj, umrem, kakor pa sem moram zamenjati firmo. Veš, da se nova doktorica prišla. A res? Pa je strokovnjakinja za pljuča. Strokovnjakinja, res, a iz Nemčije? Ne vem, verjeten. A ne pridejo vsi strokovnjaki iz Nemčije? A iz Amerike. Iz Amerike, Čeprav pravijo, da Slovenci imamo tudi najboljše doktorje. Najboljše, ja. Čeprav mene ne morejo porihtati, glej. Ne. Sem tukaj že 2 leti ležim. Ja, sem videl, da imaš že svojo deko. Ja. So sabo prinesel. Ne, sem jo za drugo obletnico zvezal. A res? Ja, a kaj v Bolanci? Ja, hišniki. Ide za Janez. Čak, ne, ti nisi Janez. Ne. Prost. Kaj si ti? Marko. Marko, ja, Marko. Vito, kaj pa ti je? Vito sem jaz, ja. Poslušaj, Marko. Koga? Kako si ti to naredil, da te dam ne pošljajo? Ker jaz sem tudi že malo zdrav, a veš, skozi boljš, pa še malo vstov. Sploh, če praviš, da je to nova zdravnica. Tu sam kašljaš. Kašljam pa, ja. Kašljam pa že skozi, od majhnega. Jaz sem pri 6 začel in sam kašljam. Sam kašljaš, veš kaj, ti sam kašljaj. Sploh, a veš, oni bojo razumeli, da to se nekaj dogaja, sam pa ne znali pojasniti koga. A ja? Ja. Mislim, tako zdaj vsi ti doktorji, ne vem pa kaj sta novo. Mislim, jaz se dobro počutam sam. Ja, škej hlače gor dal. Ne moraš brez hlač okoli. Ej, zato sem tudi tle. A ja? Ta luksus si ne moreš doma prvošati. Ja. No, pa še šlafrok zaveš. To pa le. Ja. Nič se vidimo. Kar oba naenkrat. Jaz sem grupir prinesel. Hvala. Zdaj Slavci. so se pacienti neki pritoževali nad hrano. A ja, doktor Sem Krancar. hotel preveriti, pač kako pripravljate to. Ja, danes... Vse je vse domače. Ja, vse domače. Vse od moje. Dobar. Solato. Njegove mame. Vse imamo. Vse domače, ja. Kaj pa to hasap, to ste uredili? Prosim? Hasap. Hasap, kaj že to, da mi malo razumem? To so to. Pač, da imate neka pravila za... Pravila, ja. Imamo, ful. Mi da Slavcem, evo, prvo pravilo, evo, dej. Prvo pravilo je, zmeraj moraš kuhati z ljubeznijo. To je prvo, ne? Že ne, se veste, ne? Sigurno, da je to iz hasapa. Ljudem slabo rata, ne, ja, hasap, ne? Pa ta drug pravil je pa, da ne boš kol preveč posolil. Ja, vse ni umit roke, no, ja, to pa tudi. To pa je, to je glavno. Vse nisem inšpekcija, samo tako, samo doktor. No, vse ste na visokem položaju. Doktor Krancar. So se pritoževali nad hrano. Res, to pa. Kdo pa? Kjer pa pacient? Kje pa se je? Vito. Kjer je soba? Aha, Vito pa... 103. Vito pa tale, Mark, no? Marko. Ja, Marko, 103. Vito pa Marko. Ja. Ona pa sta... Za Vito da imam dekco drugače. Ja. Ja, ne vem, če bo dobro, takole, ja. Se pa vse trudimo, ne? Danes imamo recimo krompirjev golaž, ne? Kar pomeni krompir v vodi. Namesto mesa, veganski. A je tudi kaj, a pekoče tudi kaj kuhate? Pekoče. Ta Vito mi stalno kaže na neki, pa ne vem kaj je. Ne, to pa ne, razen... Sem mislil, mogoče... Ne, nimamo, lej, začimbe dano, poper, čili, italijanski poper, kenijski poper, venezuelski rdiči poper. Ampak sem to, no. To moramo ukiniti. Ja. Ja, pač jaz ne moram delati raziskav. Pač to moti moje raziskave, pač ne moram ugotoviti še, kaj še zaradi tega. Meni je mama rekla skozi, da skozi mi je popr dajala, če sem kašljal. Ja, jaz to v nos. To pa vsi vemo. Hočeš, ja. Fanta vida, mislim. Ja, tako, no, res, ne morem nehati, enkrat začnem kašljati, kot da bi vlak šel. Glejte, to so vaša pljuča. Ja.
In ko vidite... Neš to nič se ne spozna. Ja, pač vse je v redu. Zgleda kaj noro. Ja, se je. Tako točno lepo ste opisali, ja. Tako smo se učili, ura so, mislim, pljuča so kot pločnik. Pločnik? Ista beseda, pljuča, doktor. Ste malo smejanega plina, a ga lahko še jeste? Lahko še jeste, Smejalen plin! Marko, ne. No, v glavnem, jaz bi noč malo. Jaz sem hotel. Jaz res ne morem dam, veste. Zdaj tako žena in zdaj, a ne, ona se z mojo ženo ni marala. Mislim, žena z mojo mamo se ni marala. To me ne zanima. Zdaj ste pa začeli zastopati in jaz ne moram nazaj v to. Vi ste čisto zdravi. In ne moramo mi. Nisem, ga kašljam. Ne. A ste jedli kaj pekočega? Prosim, no. Jaz moram res nekati s tem plinom. Doktor. A veste kaj nadurem, ampak včasih pomaga. Vse je za to. Prosim vas, jaz ne morem nazaj domov. Ampak kaj? Zdaj bom jaz predvsem. Kaj ne jaz? Pač, če ste zdravi, kaj ne rečem? Ja, napište neki, da me neki žul v pljučih. Napište, da imam žul na pljučih. Kaj bom jaz rekel? Napište, da sem... Moram tega napisati, kaj bom primarij rekel? Da imam žalostna jedra. A pa ne odločen želodec, to napište, veste, res se ne moram odločiti. Ne, res ne moram. Ne bo šlo, pač jaz moram odpustnico napisati. Vi ste tu že 6 let. Vsaj kakšen dan še, no. Nisem 6 let, no, jaz sem Vito. Marko je šele 2 let, jaz sem manj. Ja, zdaj čakam ste bili že pred 6 leti, potem ste bili doma. Ja, to pa sem redno hodil, ja. Se spomnim, ja. Jaz sem odlej, ker še vas ni bilo, veste, je bil še ta star doktor Šturm. On jih je pa sekal. Dobesedno, skiro je bil skozi v ambulanti. Njemu sem se pa smejal brez smejalnega. Ja, no, bolj smo bežali. Ni bil oben boven, ker doktor Šturm imel vse kiro v ambulanti in smo bili vsi zdravi. Dajte neha tole vleči, no, to je za porod, pa za bolečino. Ne pa za doktore, kaj ste vi. Vi neumnosti govorite že, ampak odpustnice. 104, Marko Hušnik. Lep pozdrav, pozdravljeni, jaz sem nova doktorica. Sem Marko. Marko Hušnik, sem videla, jaz sem pa doktor Kladnja, ampak lahko me kličete Miša. Jaz sem ta primer. Ne morajo rešiti, jaz kašljam. Vi ste taka in že 2 leti tukaj, ja, vidim, ja. Aha, globoko prizadet, visokoprizmatski epiteli, ja. A vam sme malo prisluhant? Ja, seveda. Čakajte. Ne. Aha. In kaj pa se zgodi, če se sklonite naprej, pa rečete 33? 33. Ne, bolj počas. 33. Joj, tako vam ropotaka v eni stari kuriranci. Ok, lejte. Nisem še. Nisem dober. Mislim, ja, niste še dober, ampak glede na to, kar sem jaz tlele brala, ne vem, koliko ste sploh kaj dober bil v teh 2 letih. Ne, nič ankoli, ker sem tle. Jaz lahko sam ležim cele dneve, pa televizijo gledam. Aha, to pa gre, vas nič ne zmate. Ne, mislim, to ne, samo da pa ostanem. Se probam imeti malo življenja tudi tukaj, pa imamo kvartopirske večine. Aha, greste na dejavnosti. Ja. Ok. Kaj pa vaš spolni nagon? Ostaje dobro. Spite v redu? Ja, ne morem, kašljam. Aha, kašljate. Se zbujam. Aha, kašljate. A imate bolečino pri tem kašljanju? Ja. Koliko bi jo ocenili z 1 do 10? 10. 10. Me boli. A že celi 2 leti? Ja, skozi. A je bilo kdaj kaj manj? Se to je neverjetno, jaz sem govorim, skozi sem na 10. Skozi sem do konca. Na limitu. Kaj pa zdravila, ki jih dobite, jih uporabljate tako, kaj treba? A ne. A to pa ne? Nadej. Dajte mi, gospod Marko, dajte mi vi zaupati, kako si predstavljate medicino in pa kako si predstavljate, da bi vi lahko izboljšali svoje stanje?
Ja, zdaj ste me pa dobili. Si niste kaj dosti predstavljali, ne? Vi ste si predstavljali, tlele mi je fletan poslal udobna daljinca, mam. Ne, to so resne bolečine v pljučih, kašljam. Gospod Marko, še eno vprašanje. Ja. A vi imate kakšen dom? Če vam zdaj napišem odpustnico, a imate kam zaiti? Ja, ne. Aha, kakšno naključje. Okej. A pa imate mogoče otroke, ženo, starše, brata? Žal ne. Nič od tega. Aha. Zdaj ste me pa prizadeli, zdaj pa... Ne, samo sprašujem, raziskujem, ker vidim, da ste pod začasni naslov upisali naslov te bolnišnice, pa... Sem pa na 15. A bolečina? Ja. Aha. A če vam dam tableto, jo boste pojedli? Če imate tableto za srce, kaj? Not me zdaj boli. Jo, gospod Marko, se upravičujem, nisem vas hotela prizadeti, jaz samo... Ne. Veste, nova sem še v tem, jaz sem likar prišla iz specializacije in so rekli celostni pristop k pacientu, zgodba, čustva, bolečina. Ne, saj to je lepo, saj drugi doktori, razen doktor Janko, no, je kar parjazen, ampak ostali... Doktor Janko, aha. Ja. Tole moram pa zdaj v sobo premisliti. Gospod Marko, vas pustim malo samega, pa se vidva spet na večerni viziti. A bo še vizita? Seveda, jaz sem zdaj prišla sem zato, da dopolnim kader in bo... Lejte, odpustnice vsekakor danes še ne bo, no. Zelo ste parjazna. Ja, no. Kot sem pa res pozdravil zdaj. A veste kaj, dajva nekaj probati, en droben eksperiment. Ja. Jaz vam bom tlele dala tole tabletko, ker vidim, da naj bi jo jemali že 2 leti. Pa jo don za spremembo, takole si jo dejte, lejte, takole si jo dejte na pladenček, pa jo glejte, pa pomislite, kaj pa, če ji dam priložnost. Ha? Ja. Tlele vam bom dala še kozarček vode, če vas slučajno prime, da bi jo pa res pogoltnali. Takole, imejte to kot en izhod v sili. Rešilna bilka. Dobro. Kaj pa, če ji dam priložnost? Ja, brez popra, no, to pa tudi ne vem, ne, mislim, kaj pa smo, bolnica, no, ja, smo, ne, ampak... Jaz se včasih tlele počutim, ko je v vojašnici. A ne, ja. Krompir lupam, se vidi tlele, ko je podmorec. Ja, ker pa, točno to. Gor tuljo, kako da je bila vojska. Ja, evo, ne, sam še puške nam manjka, boh. Ja, nič ne, tole krompir, pa pač deva, ne, pa. Krompir umolaš, pa ja, krompir pa voda, ne, pa se v redu. A v soli ali pa ne vem, kva. Dam cimet. Pa ne, bom probal, ne, zakva pa ne. Ej, veš, da meni je to pa mama dajala včasih, če sem bil bolan, mi je dala žličko cimeta. Na ritko? Ja. Ne, v usta, ampak povej svoja zgodba. Če sem bil povedal, mi je dala na ritko. Ja. Jaz pa tako, če nisem hotel v šolo, mi je dala to eno žlico, sem pojedel, pa ni bilo nič več. Pa mi je pa tepla. Ja. Da jaz ne bom tega jedel. Prav. Skuham bokamo. No, dej. Bokam. Ti kovač vas zvolim vito tam narediti tega? Ja, ne vem. Zaradi njega tako. Ma točno tako, ja, se sploh pritožuje. Ne bo dobil dehce. Ne bo jo dobil. Čeprav sem jo prav lepo, čakaj, daj. Pa se naredi. Je takole, prav vito. 2 leti. Pa njega si gor, že narisal, kaj? Pa še dole kašlak mu z ust leti. Mu njemu skozi slina. To je pa nekaj lepega. Je lepo, ampak hudič, če sem pritoževal, je pa nadobit. Ne, točno to. Kaj smo mi dva zdaj, tlele? Zelo vsak pritožuje, urad za pritožujete, ne? Pa da jaz po uri standardih spraševal doktor. Med nama? Ta, kaj je rekel? Hamas. Ma sprašuje, seveda da smo, Hasan, ja, točno to, ne? Med nama? Nama smo dol zahodili, gor ne bo, ne vem, točno to, ne? On ima plačal 3 ure ali pa več. 3 ure! To je za koliko moja, ne 6. Ja, to imaš pa bolj malo. Ja, bolj malo, ja, sem pomočnik. Ja, no ja, sej. Jaz, moj uradni opis je šef. Master šef si tudi zdaj rečem. Ja, jaz sem donočila zastopam. Ure. Ma malo pogrešam, da bila kakšna ženska tle, veš, ko sem mislil s nekaj papirja. Pardon.
Pardon. Sem mislila, da to je pa za osebje. A ja. Se upravičujem, jaz sem tlele že del osebja. Pozdravljeni, jaz sem Miša Kladnja, pa sem nova specializantka. Vi ste pa? Vito. Doktor Vito, ja. Ne, nisem doktor, navaden bolnik, pacijent. Pacijent! Ne. Se upravičujem, jaz nisem jaz vidim, da imate pod bundo črnasto pižamo. Spodnji enak, kako če bomo te pregledali? Ne, zdaj le zunaj, mogoče ne, veste, temperature pa to slabo zadihala. Ja. Tle sem videl en cigareto odvrgom. Pogledati. Ja, vidim, da cigareto je pa tle res kar velik, ne? Ni ironično, da tohtari na bolnišnici za dihalne bolezni pa takole kadijo. A ne, no? Ja. Ja. Pa mi je všeč tlele. Dobar se hribe vita, ne? Razgled je lep, čeprav veste, tam, kam imamo mi tole sobo, pa ni okna. Nimate okna? Ne, zato da imamo lažje zatemnitev, da gledamo tele vaše izvide pa to. A ja, ko orle pa to, Pa tako, no, ne vem, spoznala sem zaenkrat enega pacijenta, no. Dva? Ja, dva, pardon. Kako pa, a narediva eno tako neuradno vizito? Lahko, ja, lahko. Ja, koliko časa ste pa vi že tlele? Let pa 11 mesecev. En let pa 11 mesecev, skoraj tako, kot Marko iz Slušti. Ja, dekco čakam. Dekco? Ja, če si 2 let, a ne, če ti rata 2 let brez da pšel, a pa da pomrl, dobiš dekco. Sistem nagrajevanja, tako ne. Oziroma, tolažbeni sistem. Kaj pa dobi ta, ki se uspešno pozdrav, pa gre domov? Adijo, a ne. Kartico. Ja, lepo vas je bilo spoznati, no, Vito, jaz upam, da vam dekca... A na te vizite? Veste kaj, jaz sem pa tudi mislila malo še uživati v razgledu, pa pridem pol do vas, z kartonom pa z vsem, a prav? No, pa jaz grem. Ne, mislim, tako sem mislila. A boste to i vi kavica? Ja, prosim. Ne, notri. Jaz se upravičujem, ampak zunaj ne moram, skozi je kakšen pacient od zunaj pa. Zakaj ste pa v zmrzovalno skrinjo dal? A veste, če bi imeli okna, meni se zdi, da na bolnišnici za dihalne bolezni bi pa res lahko imeli malo okna, svež zrak pa to, a ne? Ja. No, se upravičujem, da tako pametujem si, konc koncev ste vi tle gazda, a ne, ste že nekaj časa. Koliko časa pa že delate? Jaz pa sem tu že, odkar je ta bolnica obstaja. Wow! Ja, samo pač ni toliko časa, no. Pač pred 6 leti se je zgradila. A ja, ta novejši del, okej. Ja, ta novejši del. Sem že hotela reči, joj, pa da zgledate malo mlajši, kakor pa, ne, bolnišnica Golnik. Ja, a pacijente ste še spoznali? 2 sem spoznala. Ja. En je tleba je že 2 leti, en pa 1 leto pa 11 mesecev, pa zdaj ne vem, kaj naj si mislim. A je slabo res njuno stanje ali stanje bolnišnice? Ja, a Vito, da ste spoznali? Vito, ja. Njemu sem lihkar odpustnico napisal. Res? Ja. A mu jo lahko jaz predam? Z njim še nisem imela vizite, pa bi zdajle zvečer. Ja, lahko, lih mi je zbežal prej iz pisarne. Super, hvala lepa, to bo moja prva taka naloga, ne, v smislu, nekaj vam nam zapovedati. Veste, jaz ko mi čakam un moment, kaj nekaj resnega, kaj gre za res, kaj moš priti do pacijenta, pa si narediti ta obraz. Pa sej, Vito je tako. Spod nekaj vam moram slabega sporočiti. Ne. Sem trenirala pred ogledalom. Vito to lahko kar tako reče. A je kar tako? Ja, tako, pa še je Vito. Še en dan imaš. Aha, jutri je lahko še tle. Ja, tudi ni še prav danes, ampak ja, še en dan je tu. Okej. Kaj pa tega, Markota ste spoznali? Markota sem pa spoznala, to je bila pa moja prva vizita tukaj. Ja. On je tak borc, on noče imati zdravil, veste. Ja, jaz sem pa hotela reči, da se mi zdi hipohonder. Hipohonder? Veste, meni se zdi on bolj socialni problem, on je tle zato, ker nima kam iti. On zavrača zdravila. Ja, ne. Ka ve, da bi se polno stanje izboljšala, ne? Jaz sem videl... Osnovna logika. Izvide njegove, pa je tako slabo. A dejte, no, njegovi izvidi, glejte, no. Še jaz imam grša pljuča, kot on. On je šolski primer zdravih pljuč. Glejte, ne vem, no. Jaz mislim, da je njegov kašelj zlagan. Jaz ne vem, kdo je tukaj več časa, no.
Ja, no, se upravičujem. Ja. Ampak, veste, en predlog imam. Mi smo nova generacija bili na medicinski fakulteti in smo imeli eno posebno novo raziskovalno metodo. Na skrivaj namestimo kamere v sobo, da vidimo, kako se pacient obnaša, ko nas ni tam. Kaj pravite, bi lahko jaz v 104 pa v 103 to namestila? Ja, veste, to pa imamo pravilnik, ne? Tale, GDPR. A je GDPR? A dejte, no, kdo pa še posluša GDPR? Ni to, nekaj drugega je. Ampak je en pravilnik, jaz nisem ta inšpektor. Ne, tudi zakon o pacientovih pravicah. Ne smemo kar tako opazovati ljudi, no. Dobar, pa nič. Imate prav, vi ste tukaj dlje časa. Ja, če so opazovani, morajo podpisati prej. Ok, hvala lepa za kavico. Jaz grem pa Vito to sporočiti. Janko. Janko? Janez Janko. Evo, Marko, kosilo! Kosilo, Marko. Takole, evo, danes sva pripravila krompirjev gulaš, kar je krompir v vodi. Pa sol zraven posebej, zato ker je rekel dr. Krancer, da ne smemo preveč pikantnega. Pa pripravila sva tudi eno tortiljo, kar je španska torta. Pač rdeča, rumena torta, to je to. Ja, fajn, hvala, fanta. Ja, ni za Marko. 20. Evrčko. Si nam dolžen. 20. Lahko nimam, zdaj ta trenutek teh nimam. A tele bi? Tole, ja? Marlboro. Ne bom. Jaz sem se odločil, da bom dal priložnosti terapiji pa... Da se rešam. Kaj boš pa šel? Kam boš šel? A boš šel žen? Se je nima. A boš šel do otrok? Ono je Špancu je vzel, ja. Mogoče pa ni dobro, da smo ti tole špansko torto ponesla v šloku, bom kar jaz povedal. Ne, res, fanta, ne bom več nobenega popra. A boš otroke poklical, se je dal dvignali telefone. Daj to, no, nehaj to. A ti si resen si, prav resen si. Ja. Prav hočeš uzdraveti. Ja. A si ti slučajno zdravila je malo? A si ti bulat. Eno tableto sem že pil. Evo, jaz pa tle roke dvignem. Jaz sem pa tlele. Žal mi je. Takole pa, da si pa tak. Pa da zavračaš. Ampak glej, bom pa poravnal. Pa prijatelji, takole, prijatelji. Pa da slovensko tradicionalno domačo medicino zavračaš. Tle pa jaz samo roke dvignem. Točno to. A veš, koliko je bilo že tlele ljudi v tele bolnic, pa so šli? So rekli, prijemo kaj obiskat? A kdo obiskal? Nikoli ne. Noben. Ta hvaležnost pa taka. Točno to. Mi da pa dol Garava. Pa vsi grejo z Ljubljane v Planico vsak mart, pa da bi se kdo ostavil tle na Boliku, niti en. To ne vem, če je to na pot, ampak. No, dajte mi cigaret. Me veseli, da se odločil stati. Tale pa še zmeraj kašlja hodiš, da se noš na lider. Ja, moš paziti. Malo smo spoznali karakterje in potencijalne snubce. Zdaj pa je čas, da jim razdelimo tele kartice motivacije oziroma zaljubljenosti. Pa bi en od... On je začutil, da rabim prostovoljca, izvoli Svit, pridi gor. Tudi kandidate vabim. Še enkrat samo ponovimo te kartice. Tako. Se pravi, imamo en srček. Se pravi, malo zaljubljen model. Imamo dva srčka, še kar zaljubljen model, na tak zdrav, premišljen način. Imamo tri srčke, ta romantična, utopična ljubezen, ki jo gledamo samo na odrih in v reality šovih. Imamo psihopata, ki ga žal vidimo tudi še kje druge kot na odru in reality šovih, in imamo one night stand modela, ki smo ga predložili. Pa recimo, bomo tudi malo premešali in jim ti razdeli karte, ampak ne gledati, kaj so odri, pa daj tako, da oni so sledi. Psihopat? Kar naključno jim lahko daš. A to zdaj trik, če vrneš pri. Haj, mi sam svojo pogledamo. Sam svojo, med sabo si ne pokazati, zdaj te jo v žep. Evo, in nadaljujemo z naslednjo serijo pozorov. A si kaj iskal? Korenčuk. A ja?
A ja, korenček? Oba sta klitle. Ja, slučajno. Pa delate ob 2 zjutraj tle. Ja, smo čakali. Past. Surprise. Slišala, da ti najna hrana ni všeč, ampak koren imaš to rad, ali kako? Ja, koren pa ti šili doba je, ne? Vam sem lačen. Pa čakavčka ti lačen, Ste za mok? Kaj mi ne paše več. A ne, aha. Bom šel nazaj v sobo. Ja. A te kaj zebe? Rabiš kakšno deko? Korenčka bi pa dekico. Korenčka pa dekico. Zakaj se tako pogovarjate, kar si mi? Dobar je tale korenje, veš? Doma od Slavca, on ga breze. Ta rumenga. Moje tudi. Ja, taj kuhaj. Super. Sam je sam za unega, so prijazni ljudje, kakor dva. Ja. To je to no, prostno, jaz sem sam pač rekel sem, ne, rekel sem, da se mi včasih pa zdi malo preveč začinjen, pa malo preveč voda, no. Zmer je nekaj v vod, ne, če kari... Kako pa ti kuhaš? Kari sam začimbo vod, ne. Ja. Pa imate ste gulaš, ne, pač... Je voda, ja, zaveda, voda noter. Pa segedin je zelo v vod. Vod, ja. Na vodni osnovi. Kuhanje na vodni osnovi. Ja, kva, poznaš še kakšno drugo kuharijo, kva? No, sam ne mi zamerit, no, pač ni bil... Nam nič več rekel, no, sam ne me, dajte me zaščititi. Se noš nič več rekel, ker greš jutr dan. Ne grem, no, prosim. Jaz sem tudi kozli. Če se vidva zame postavita, pa da rečete, da sem res boln. Kaj pa si ti pripravljen narediti? Res smo že dolg časa prijatelji, a ne? Praktičen karkul. Za tole. Tekca. Sam še en dan ti manjka. Kaj da bi se v ogledal gledal, a ne? Prav, vse fumate. Zraven govedne. Kaj bo pa govedne, nikoli še ni bilo, se stara. Ja, stara se, ja. Mislim, Se veš, te postopke. Hasan. Ja. Po Hasanu. Po Hasibu. Kaj? Hasan. Halal se reče. Halal. No, lej, nima veze, no. Lej, vpraš, malo zdaj prestrašna, ampak res ni bilo lepo, da bi se... Jaz se prečujem na več, no. Pa prav smo vrzle stran. Povej, kva si... Drugič prid dol pa nama. Ampak rekel si mi, a si pripravljen res narediti vse? Ja, škva, nama tle dol babe manjkajo. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Vito, kaj sem pa jaz kar videla? Včasih, če nimaš kaj reči, sloh krtih, pa mogoče menil. A vi takole malo radi živite na robu, ha? Malo kršite pravila pa to. Ja. Se greste malo porednega fanta. Glejte, jaz imam pa vaš karton, sem vam obljubila, da prijem še uradno na vizito, a ne? Ja. Gospod Vito, jaz vam moram nekaj povedati. Jaz tudi vam. Jaz vam tukaj le vaše slike, vaše izvide in vam moram povedati, da imate samo še en dan. Jaz na vašem mestu bi ga izkoristila. Probite se res naspati v tej posli, da je zadnjič res spite v njej, a ne? Samo še en dan. Ja? Se je bilo vse v redu. Se je bilo vse v redu. Jaz razumem, da vi... Vse je bilo v redu! Jaz... Gled, vse je v redu! Doktor Janko, no dejte to v usta, no? A me boste spet zafrkali, ne, kao, tableto bom vzel. Ne, pač hočem nehat. Ne, zmotil ste me. Hočete nehat s tabletami? Ne, čiki si to. Pa zgledali, ko da imate tableto, palonček. Se opravičujem. Kaj imate to? Kaj je to? To je čik, kaj pa je to? To so čiki, definitivno. Kaj pa je to? To so pa No, kaj pa je to? škale za cigareto.
Prostite, sem se zmotil. Sem mislil, da so te bolj razburil zaradi cigaretov. Dejte usta, ta čik. Se ima tudi tablete, klejo. Opala, sem ti zmotila. Ne, niste nič zmotili. Nisem tu malo smešen, se sliš. Likar sem ga učil lekcijo, okej? Aha. Pač hotel sem vam povedati, da na mesto čikov bi moral začeti imati tablete. To sem mu pa že jaz... Ampak ne šteka. Samo bi To sem mu pa že jaz zjutraj tudi rekla, pa sem zdaj na večerno vizitu prišla in vidim, da tabletke ni več, a ste jo vzel? Ja, vzel sem jo. Gospod Janko, jaz mislim, da z mojim prihodom na to bolnišnico se praksa končno spreminja. Gospod Vito je zelo dobro sprejel, da jutri odhaja domov. Gospod Marko je pa pojedel svojo prvo tableto. Jaz hočem ozdraveti, jaz nočem biti več, kle. Jaz hočem biti zdrav. Bravo! Pa iti ven. Sem kaj, ko me silijo, cigarete me silijo. Kdo vas Moj silil, cigarete. Viš, zafrkava me. Ne, jaz mislim, da govori o svojih teh nenadzorovanih vzgibih, ne, da vedno nasilijo. Jaz tudi, ko grem in kazinoja, se počutim, da me nekaj vleče, ampak si rečem, se izmoreš, pa grem mimo. Se bom ozdravil. Gospod Marko, če boste zdaj zvečer vzel še eno tableto. A mislite, da je on vzel tableto? Veste, kam da on tablete? On jih spravlja pod pošter. Dajte pogledat. Sežem, da sem jo pojedel. Ni tukaj nobene tablete. Skoraj sem se zadušil. Ker niste vajeni, a ne? Sploh prvo tableto v življenju sem pojedel. To bom pa jaz našel, zdaj. Bravo, Marko, bravo. Tam A ste veste dal. kaj, jaz v vas vidim en tak potencial. Vi ste tak borc, je imel prav. Veste, ko sem prvi dan prišla, je rekel, da vi ste borc, da vi se borite. Zdaj jaz vidim, da vam lahko zaupam. Ja. A boste vzeli še eno tableto? Bom. No, dejte. Samo, če lahko pridem še enkrat na vizito. Bom zjutraj prišla vas pogledat, kako je. Ne, jaz bi prišel do vas. Jaz vam moram nekaj povedati. Bom jaz prišla sem, pa mi boste tukaj povedal. Ne, jaz bi to na samem. Bom prišla brez gospoda doktorja, pa mi boste tukaj A povedal. lahko, prosim. Gospod doktor, če razumete, mogoče kaj delikatnega, osebnega se veste. Jaz sem nekaj z njim zadrešil zdaj. Dobro, Tako Evo, kosilo odprto, pa je, ne. Upam, da kdo prišel. Kaj pa je? Ker sem vidite enega drugega v krsto! Dajmo malo popra! Dajmo malo popra! Ni hrenov! To je pohalen za pustja! Dajmo popra! Dajmo popra! Da se pomiri! Au! Sorry! Panika me zagraba! Koga je narobe, povej! Konc, vse je konc! No tega je tablet! Ja nimamo, mi smo videli za kuhna! Vse že tablete! Tek, tudi so vsi tvito, Vzeti se moram... eno žličko cimeta, to je že mama dejala. Dek, so celo. Ne, dejla. Ne mora biti, ne bomo dala. Ne, to ni več. Kaj pa zdaj, no kaj pa zdaj? Ej, pa zgleda boljše, zgleda deluje. Kaj no? Jaz dobro se počutim! Deluje, super. Pa ni nič narobe spalo! Aj, nisem vedel, to mora pa še sam prijeti. Ja, bomo, da vedno. Ja, malo me vprašaj. Jaz sem prišla pa pogledati, če je še kaj ostalo za jesti od bolnišnične hrane, ker že 2 dni nisem jedla. Pozabila sem denarnico doma v stanovanju, nisem mogla v menzo in... Se upravičujem, jaz sem doktor Miša Hladnik. Mi da se poznava. Jaz sem včasih na faksu kuhal. V KC. Se mi je zdaj tako domače, ker sem not prišla. Ja, jaz sem... Vi delate nekaj fajn, veste, vlade. Mi da se pa še... Še ne poznava. Ja, no, jaz sem pa... Zelo veliko ste hvalili mojo hrano, pa ime ste tudi vedeli na pamet, a ne? Vse se že spomnite. A ime? Ja. Ja, kdo si vas pa ne bi Na glas ga povejte, no. A tole je za jesti pol danes? Ne, tole, tisto včeraj. Hrenovka, krusite se. In še frej, ja. Jaz sem Prele tukaj smo imeli en tak izpad, ampak smo malo spravili.
Ampak je lahko nekaj vprašali. Marta, vidva tudi. Mava vino. Ja, Dobro, a veste kaj, če ne boste nobenemu povedali, a bi res lahko mečka? Ja, lahko. Pomočnik, prines kozarc. A ne, pomočnik. Oj, šef, ti si asistent. da nav žena čakala doma. To se je hecno, nisem poročen, ne. A ja, ne? Ne. A ja, tako rečeš svoji punci. Ne, samski sem pa, ja. A, Nesrečen v ljubezni že dolg časa. a nesrečen. Joj, kako mi gre tu na živce. Nekaj sam jamarajo, da je nesreča v ljubezni, pa to, a veste kaj? Jaz sem kar srečen v svoji nesreči, ja. Okay. Jaz sem tudi samska že od faksa v bistvu, ne? Odkar sem nehala s Pomočnik, profesorjem. to ni pohaseno, da se mi dobro slače. Če je uroče. Uroče je. To je popolnoma nesanitarno. Vidva imate pa tak fajn usklajen odnos. Ja, prijatelja sem bila, ko rekel, ne? Prijatelj, a ne? Pit A že Da nisem jaz mogoče avto tam na interventni poti v arhivu, pa da bi... A že dolg delaš v njem? Ja, mislim, skupaj delava, no, tako. On je moj podrejeni, ja. Koliko časa pa že Tudi dela? nižjo plačo ima, a ne? Jaz sem pa višji, a ne? Imam pa tudi to možnost, da lahko ga odpustim, a ne? A bomo pa a še en deci skupaj. Ja, no. Vi se mi zdita tako prijetna, a pa je lahko jaz pribežim, da sem kako naporno, ko bojo pacijenti, a veš, da bi jih najrajši ustrelil, pa moč nekam in... Tle je mirno pa. Meni je tako fajn, da se nekje domače počutam. Inač, hvala vama za večerjo. Res je bilo kar v redu, no? Jaz se pa spomnim. A ne, ime mi je pa... Brava. Miša, Ja, pardon, sem na stranišču. ja, vidva se moramo pogovoriti. Nisem naštimala kamer. Ja, v redu, ampak, no, vsaj to ste me upoštevali končno. Ja. Hotel sem reči, da bi želel malo več spoštovanja od vas, no. Jaz se upravičujem, če se vam je zdelo, da vas ne spoštujem sama. Veste, jaz sem vzgajala so me kot ženska, bod neodvisna in sem razmišljala svojo glavo in veste, tudi medicinski faks, ne. Ja, razumem. Tam je borba, navadiš se biti malo oštar. Jaz se zelo upravičujem. Kaj lahko naredim, da... Dajte mi povedati, kaj vidite tlele? Ja, če bi dali tole v metaforo orla, bi rekla, da ima krila malo polomljena. Me izgleda kot pločnik, ampak... Aha. Ja, pa v tem primeru tale pločnik ima kar ene par serpentin, ne? Ja. No, dajte mi povedati, kateri pacient mislite, da je to? Je to Vito? Ali je to Marko? Jaz zdaj glede na to, da ste dali odpustnico za Vitota, Marko je pa že 2 leti tukaj in je vzel prvi 2 tableti, jaz mislim, da je tole Marko. Ja. Marka. Čigava so bila v tem ključe, ko sva jih prejšnjič gledala, ko sva rekla, da so lepa? Ja, to so pa bila od Markota. Mislite, od Vitota? Od Vitota, A ste vi malo zleden? Ne, samo preverjam vas. Aj, naporno takole dolgo delate, že 18 ur, a? Ja, res je nočne. A bi radi, da prevzamem nočno dežurstvo? Ja. Jaz sem pojedel celo škatlo lekadolu. Oh moj bog, usejte se, reanimacijski voziček, ja. Injekcijo bo treba. Evo, tukaj, ni cela ena gledalina. A bom ostal živ? A ste rekli, da so v redu, a niste rekli, da bom en dan? Ja, da greste domov, sam še en dan v bojanci, To je proti narkotikom. ne se zgrudati. In res. Okej, glede na videno, na odnose, dinamiko, njihova bolezenska in druga stanja, je zdaj na vas pomembna odločitev, da vse premislite. Kdo mislite, da je res tak primeren snubec, kandidat in kdo ne najbolj? Zdaj bomo izločili prvega.
Posvetujte se na hitro s svojim desnim ali levim sosedom, s svojo vestjo. Jaz bom stopila zadaj, dvignila bom roko, nad tistim, kjer stojim, oziroma imam roko, zaploskajte, če želite, da izpade. Ok? A stopite malo naprej. Vi zamišljate, ko dam roko nad njihovo glavo, recimo takole, zaploskate, če želite, da ta človek izpade. Ok? Začnimo. Hvala lepa. Publika je... Lahko odprete oči. Publika je precej enoznačno glasovala za enega kandidata, v katerem očitno ne vidijo potencijala za lepo, predano zvezo z mano. In to si ti, doktor Janko. Žal. Jaz tudi nisem začutil neke iskrce, no, tako da... Dajmo zdaj še določite, zakaj on v bistvu ne bo več prisoten v prizorih, zakaj izgine iz tega okolja, naprimer, ne vem, šel je žena, ga je poslala na prisilni dopust, zdaj si je noga padel v komo, karkoli. Burnout. Kako? Burnout, ti si izčrpan. To pomeni, da je izčrpan, pregorel je, tudi upam, da tega ne boš spoznala, no. Niste povedali, kjera karti? Bo tekel prizora, vsak potem pokaže. Doktor Janko. Jaz sem tle na oknu. Mi boste pomagal. Jaz bi rad šel domov. Jaz bi rad ostal. Jaz bi rad dom. Jaz vam žličko cimet. A bom šel. Kam si dal tableto? Jaz rabim mentorja, ne znam še vsega sama. Usta sem jo dal. To je najboljše zdravilo. Jaz sem pojedel lekarol, vi ste mi pa dala nekaj adrenalina. Adrenalina ste mi dali. Moram se marati. Zakaj ni dobro? Karto muszę. Ja. Pa kar v vin odprl, ne? Prosti, šef. Malo se mi zdi, da si malo prestopil te meje. Tako, mislim, vse sva prijatelja, ne, pa to vse. Vse sva, se sem na to računal, no. Ja, ampak vse, mislim, tudi, a ne? Ti sleži starejš. Majice pa hlače dol dati v kuhinji je, mislim, prvič ni po temu, v Hacibu, Halibu, ampak tudi tako ni najboljš, no, mislim, ni vse telo, no, ni vse telo. Samo veš, kaj jaz še žensko. Jaz tudi ne, no. Ti so žene. Ja, užene, no. Saj to je to. Mi dva že pol leta ne živiva skrbno, ne. Šla je k staršem, nisva srečna tudi približno, ne. Ja, nič povedala. Živijo, fante, jaz se pravičem, nisem Jaz bi rabila zdaj tako vzaj svina, veš? O, ženske! Poznam to. Evo ga. To so pravega ženske. A ste že sigurno veste? Ja, veva kako je. Doktor Janko je pregorel in je šel za nedoločen čas na dopust in jaz sem zdaj sama, jaz sem edina pristojna doktorica na tem oddelku. Jaz imam 2 pacienta. A veste, kakšna odgovornost je to? Jaz bi se ga krvav napila, zato da lahko rečem, pa mi je vse, kaj rečem.
Doktorca. Jaz ne zmorem. A se lahko tikava? A se lahko tudi Dej, tikajmo se, prosim, med nami so brez Mi skrivnosti. da se vidite, kaj ne? Brez skrivnosti, mi smo najboljši prijatelji, tle, moramo držati skupaj, a ne? Jaz sem vam neki... Videl ste predvsem prvo, videl ste res prijatelja, videl ste se že dolgo poznala. In to je res na prijateljski ravni. Ampak se mi zdi, da kar gre v neko ta pravo smer, kjer bi se lahko... Ja, nič nisem kuhala, kaj zanč, ko sem jedla hrano, to cenim. Jaz sem en krompir izdolbil v vaši podobi. Kaj, no? To je pa luštan. Ker sem ga gledal, me je zelo... A veš, da je to je pa luštan, ker ponavadi mi rečejo, da imam nos ka krompir, ampak da bi mi pa dal krompir, to pa... Ne, nos je pa perfekten, ne, Ama daj. velike na zelene, velike zelene, ni... Draga doktorca, če te bo kdaj zebel v teh nočnih in mrzlih nočih. Dežurstvo, ne omenjaj mi, danes ima prvo dežurstvo. Ja, mogoče bo tudi za dežurstvo bo šlo, pa če se boš hvatila s kakšnim ustisom. Sem ti pa naredil dekco. Injekcijo imaš v roki. Ampak to bi pa tako na Vito te me spominja. A ne, ja, kaj da bi za enega drugega to deko naredil? Ne, si lušta dekca, pa tako mehka, fajn zgleda. Ja, hvala, no, hvala lepa. Evo, vina, vičeka, ne, ja. Ok, hvala lepa. Vina. Ja, no, ona je v glavnem mene je tako čist me je, v enem dnevu mi je rekla, da bom umrl naslednji dan. Ne, v bistvu greš sam dan, čez en dan ne boš umrl, ampak zdaj, ko si požrl celo škatlo lekadolov, moraš biti vsaj en teden na opazovanju. Tako da zmaga tle moja. Jaz pa ne bom kadil. Pa si ti nor. Ne, Dan te bojo poslali. jaz sem tle na zraku. Ampak tebe bojo dan poslali, če ne boš kadil. Jaz hočem ven. Pa zakva se je spremenilo v tebi? Nič se ni v meni spremenil. Jaz zdaj sam še bolj hočem ostati, kar je ona tle. Jaz pa hočem mi dokazati, da lahko se ozdravim, pa greš. Pa postanem moški, tako, ko se zagre. Ne pa tole s cigareti. Pa... Marko, ti si mene čist presenetil, ne? Jaz sem mislil, da sva midva dva kompanjona. Ja, zgleda... Polna skup. Zgleda nič več. Mislim, da Obamava punčiko svojih očes. In jaz se bom zdravjem prepričal, ti pa ne vem, s temule hipohondrstvom, kaj je to. Mislim, da imam šanse. Da svej, da ti boš zdrav. Mislim, pač si zdrav, sam. Nima več, si zdrav. Vizita! Jaz se upravičujem, zunaj imam enega novega, ker že 2 uri čaka dežurno ambulanto, ampak jaz nimam časa biti dežurna, ker sem ostala ta zadnja doktorica. Pardon. Nič panike. Evo, jaz sem prišla zdaj na večerno vizito. Zgledate mi v redu, tako da opazovanje lahko skenslamo. Da me ne boste nič opazovali. Ne, če boste zjutraj še zmer v redu, če boste še zmer v posli, živi, zdravi, dihali, greste lahko domov. A prav? Da vam jaz ne delam. Dajte me malo opazovati, no. Malo popaste name, jaz sem tudi vas opazujem. Lejte, opazovati nimam časa. A res? A dejte, no. Opala, sem vas malo preveč. Se tle me ne boli, tle not. A tle vas boli? Ja. A vam malo poslušam? Dajte malo poslušati. To zelo na glas brenči, veste, v mojih uših. Izletela. Dajte se naprej sklon. Svoje. Pa rečte 30. 30. Še enkrat? 30. Ja, v redu, je v redu. Ni to, kale, A veste poprečno. kaj? Pejte vi zdaj lepo spat, vi zaspite. Kje boste pa vi spali? Jaz pa spim, upam, da bom kaj spala v dežurni sobi. To je pa tako direkt na koncu hodnika, ta zadnja soba. Aha, imate kaj zaklenjeni. Tako da če bo kaj narobe, tle pritisnite ta rdeč gumb. Zraven smejalenga. Pride pa... to pa ne bi smeli biti let. Dajte no! Ne, tole bom pa s sabo peljala v dežurno sobo, najboljši.
takole na tem vozičku, rdeč gumb pritisnite, da pride sestra, če pa sestre ne bo, pa dvakrat pritisnite, pa pridem jaz. Je pa za malco, a ja. Pa pridem jaz. Kaj pa je za malco? To pa ne vem, kako imate izmenen. To sestro vprašajte, da vam ona malco zrihta, prav? A veste kaj, jaz nisem to kleč študirala, da bom malco rihtala. Te sestre že nisem videl nekaj cajta. Jaz tudi ne, matanim. No, a veste kaj? Jaz se upravičujem, kad tako grdo govorim o priču. To je ta sestra, ki je v bistvu brat, a ne? Ja. Ker zmer se čudim, kako je medicinska sestra, ki je medicinski brat, a ne v bistvu. Ja, pa je, da se ne reče tako, ne ve. A veste kaj, jaz moram še v sosedo ga pogledati, vizito. Pa prijem reči lahko noč, a ne? No, pa dejte. Vizita! Evo, tole sem pripeljala, sicer ne vem, zakaj v vašo sobo, ampak tle zdaj je. Evo, tlele je. Kako ste kaj? A ste v redu? Jaz sem v redu, malo zaspana, ampak v redu. A se morate usedati? Ne. Jaz sem doktorica, jaz nisem bolna, jaz se ne slabo ne počutam. Doktor Janko je pregorel. Je. In zdaj sem jaz sama in sem gazda in a ste vzel ta drug tablet. Bravo, dajte petko. Če ste vi jutri zjutraj v redu zgledo, greste tudi domov, a prav? Ste vi pijani? Ne. Če samo službeni dolžnosti. Kovca se mi samo. Sem sam hotel povedati, da... A ja, vi ste mi hotel nekaj povedati, ja, čakajte. Evo, jaz vam celo noč cajt, ker sem dežurna, pa mi povejte, kaj imate za povedati. Hotel sem sam reči, da sem zdrav. Nehal sem kašljat, nehal sem kadit, začel sem teči okrog... Tečete, res? Ja, pač probam malo počas. Ampak to je pa že malo nevarno, ne pretiravati, jaz cenim vaše ambicije, ne, pač, ampak preveč borceva tudi ne smete biti. Sem sam hotel reči, da hvala. Ker ste mi pomagali, da sem razčistil svojo preteklost. Kako lepo! Sam hočem povedati, da... Ja, nimam družine, nimam doma. Sem prišel, ker sem hotel malo strukturo v svojem življenju. Wow! Kako se vi zrelo izražate. Jaz sem ekstremno bogat. Sam to sem hotel reči. A veste kaj, gospod Marko? Glede na to, da greste jutri domov. Jutri grem domov? Ja, če ste zdrav. A ja, ne toliko. Ampak pridite še kaj na obisk. Dajva reči, pridite v dežurno ambulanto popoldne se pokazati, kako ste. Jaz vam pa za spomin tlele že pa dam lejte krompirček v moji podobi. Da me boste imeli za spomin. Zdaj grem pa jaz v dežurno sobo. Tamle imate rdeč gumb. Če bo karkoli narobe, pritisnite enkrat, pa pride sestra. Če bo karkoli narobe, pritisnite dvakrat, pa pridem jaz. Če vam bo pa dolžčas, pa pejte kvito tu v sosedno sobo, se mi zdi malo kiso. Ja, ne, to je moje. To je za vas. Hvala. Kaj pa ti v dežurni sobi, ja? Niso kakao. Pej domov. Španske muhce, to je... To je... Zdaj pa ti mene poslušaj. Moja bo. Je španskimi muhcemi, ja? Kažem psihici ti to gospod. Nisem psihič. Ženski se pravi za kakao, ta kakao je moj oče delal moje mami. To je poseben recept. Tudi moj oče je... Kaj špansko muhce je dal tvoje mami, a res? Ja, to je droga. Jaz ne poznam svojega učitelja. Kaj znam, no? Prvič bi jo živel. Skoraj. Dej no, samo za eno noč. Dej no, sam za eno. A imaš kaj spoštovanja, no? Jaz se jo spomnim še z faksa. Najbolj predana študentka. Ona je bila po cele dneve tam, pa se učila. Jaz sem čisto zgubil kompas, pizda. Jaz sem čisto zgubin, ker sem zraven. Pomir se, no,
Malo utret svoje. Utret. Kva pa ti? Je že zaseden. Dekco, mojo dekco. Ej, moja dekca. Dekca ni več tvoja. Moja faca gor. Pač zgorke sem dal stran. Sem ven sem jih podek. Poslušaj. To je moj obraz. Zakaj imam pa injekcijo? To je njena dekca. To je moja dekca. Dej, poslušaj, a lahko damo te ženski mečko miru, no, pa da sama malo, ko mi je prišla unija, Pojte ven, pojte ven. Ja, špačka, mogoče ti. Samo za eno noč mi je taj. Sam, jutro, kaj za eno noč mi je. Pardon, nisem slišala zvonca očitno. Aj kaj narobe? Kakavček sem pa nisem. Tole dekco bom pospravil. No, pa jo nes nazaj v svojo sobo, a ne? Vito, je kaj narobe? Če zdaj je vse v redu. Lahko noč, Vito. Tako noč. Se mi je zdelo, da ste malo utrujeni, pa sem prinesel to. Ta kakav je moj oče delal moji mami. Joj, ti si tako zlat. Zdaj mi je šlo iz glave, vse drugače vem. Se boste spomnili, ja. Ampak, a se nismo že rekli, da se tikamo, a ne? Ja, lahko, ja. Ta kakav sem vam tudi na faksu kdaj zvečer, ko si se učila, pa ne vem, če se spomniš. Tega se pa spomnim. A ne, to sem bil jaz. Ker sem ta zadnja še iz knjižnice, kak je mi knjižničarka pustila ključe, da sem zaklenila. Toliko si se učila. Toliko sem se učila, da sem zdaj sama. Edina doktorica na celi kliniki, pa pjana. A veste, koliko me je sram, da sem pjana delala vizito. Nič od tega. Eno dnjo, a se vam lahko izpove Marko? Lahko. On je še kar fleten. Ja. In on je zdaj zdrav in tako, veste, ko sem ga prvič videla, pa zdaj, ko pa zdravnan, pa bolj bogat, mislim, omenil je. Ampak ima malo čudno obraz, se mi zdi, vse malo nekaj ima tako. Ima malo mene kadilske zobe. A ne? Ja, malo. Jaz ne kadim, recimo. In zdaj mi je tako sram, da sem šla pjana mu vizito delati. Ne, se zgodi. A bi vi lahko zjutraj zastavil dobro besedo? Tikava se. Ja, a bi ti lahko zjutraj zastavil dobro besedo zame, ker mu prineseš zajtrk, mu tako min glede omeniš, da joj, da doktor Miša je bila pa včeraj tako utrujena, mogoče bila malo čudna, ker je utrujena. Ja, bom. Kandidati, vabim vas na oder. Jan, kje si pa ti? A bi želel spremljati predstavo, bi se usedel? On je medicinski brat. A ja, on je medicinski brat. A sem jaz nazaj v igri? Ostali so še 4 kandidati, za katere ste gotovo sproti malo začutili, kdo čuti to iskreno, nepokvarjeno ljubezen in kdo čuti iskreno kaj truska. Spet ponovimo postopek kot prej, dvignem roko za tistega, ki želite, da izpada iz igre, da se mi ne more več približati, za tistega pavska. Fantje, zaprite oči. Glasujete lahko samo za enega, glasujte pa prosim vsi. Zdaj, kdor je mogoče plosko, ki druge, malo pretuhtajte. Imejte v mislih, da je v igri, v vaših rokah je moja usoda. Rahlo močnejši aplavz, rahlo močnejši aplavz med vami je dobil Vito. Vito, žal, zakaj Vito odhaja, zakaj ga ne bo več z nami? To je možno, ampak imamo en razlog, čist tako za njegov fizični odhod.
Ne, recimo, ne vem, dobil je zadev na loteriji in gre na dopust, zloma si je nogo in gre na drug oddelek. Overdose je lekadol. Vzel je overdose lekadolov, to se mi zdi primeren argument za njega in dajmo to. Vmes se bo svet tudi razkril. Jaz se moram pozdraviti. Ta tablete. Čez 2 ure. Čez pol ure. Vidim morje. Karta. Karta za vlak. Karta pa karta. Kjera pa imaš? Lahko samo ponovimo, da v igri torej ostanejo fant, ki bi si želel me samo za eno noč, psihopat in pa 3 srčki. Dajte stisniti, pozorno opazujte, moramo 3 srčke pripeljati do konca. Jaz sem jih pripeljal. Ojoj, oprosti, sem pozabila, da priješ na pregled. Ne, ja. A si v redu? Prvo smrt sem doživela, pacijent v moji pristojnosti je po noč. Kdo? Ja, kdo je pa še bil tle poleg tebe? Danes jutri mogo domov. Vito! Pizdul pa se je nažaril, pa mi slaba. Vito je umrl! Nažaril se je lekadolov. Lekadol je požaril? Ja. Pa rekel sem mu, da ne sme. Kaj? Sem se pogovarjala o tem. Od kdaj pa ti lahko pametuješ o tabletah? Jaz ti predpisujem tableti njemu. Ja, če sem mu rekel, da on je zdrav, pa da ne sme pač... On je bil Zakaj bi pa nor. zdravo šlo? A ja, da ne sme, okej, ja. Oprosti, zmedila sem. Sploh se še nisem dobro zjokala, ker sedim tle in čakam, da bo prišel kaj ven, skadila sem 4 škatle, cigareto sploh ne vem, nisem Kdo ti dal cigarete? Odvito, da za ostale. Jaz moram nekaj povedati. Jaz ne kadim, ja. Jaz vem, zakaj sem dolgo časa kašljal. Zakaj? O ne, smo kaj spregledali. Ne. Lupus! Ni lupus. Nikoli ni lupus. Veš, tukaj v tej bolnišnici se dogajajo čudne stvari. Ja, vem. Kuharja nista veliko najbolj normalna. Kako to misliš? Meni se zdi, da je tako fajn, en je tako prijazen, drug pa tako čeden. Miša, one dva prodajate cigarete pacientom. Kaj? Ja. A si jih ti tudi kupoval? Ja. In zakaj jih nisi zatožil? Ker sem rad kadil, če se nastavljam. Oprosti, razumem, okej, to je zasvojenost, to je huda, to je težka stvar. In nazadnje, ko si ti prišla, pa sem tableto pojedel. Silila sta me kaditi. Ti bogelevček, ampak si rekel ne, a ne? Upustil sem. Marko! Ampak nisem... Jaz sem pa verjela, da ratuješ nov človek. Postajam nov človek, Kristus. A pa lažeš? Ne. Sploh nisi zares zdrav. Sem zdrav. Nisi bogat. Sem bogat. Aha, okej. Marko, jaz ne vem, jaz sem zmedena, le zelo iskreno ti bom priznala. Malo sem nekaj, ne vem, tako fajn si se mi zdel, ampak zdaj vse to, doktor Janko je šel in Vito je umrl in jaz sem sama in kuharja sta v resnici neka zlobna manipulacija, jaz pa ne vem komu zaupati in ko jaz na smejalni plin, sam še temu bom zaupala. Miša, jaz hočem ven. Kam ven? Zdaj si ven, zdaj smo te odpustili. A ja, okej, pa to je to. Eno, sam na pregledu si. Sam na pregledu si, Marko. Nočem več pregledov.
A ja sploh? Sploh. Ja, pa... Jaz hočem tebe. Ja, imaš prav, kot bi jaz ga. Zdaj pa to opadaš. No, jaz sem pa naredil šopak iz korenja, tako da bomo videli. Mislim, da znaš kaj dobro špilat. Paš tukaj tebe, kaj zapoj, no, zdaj. Kaj daj, kar zapoj. Neki me glas. Ne, doj. Bo še, lej, če te glas matra, ti pa malo cimeta nariš po dramo. Kaj se tukaj dogaja? Jos! Pripravljava... Kaj imaš cigarete? Draga družina. Priznat, moram nekaj. Poljubil sem se v zdravnico, ale telesno. Zdaj se sploh zmislil. Zelo dobro, zelo fajn. No, mejta jo, jaz grem. Pa to je bil radio, da Ven grem. Kaj še kar igral? Jaz sem zdrav. In ni lupus. Nikoli ni lupus. Ne, nikoli ni lupus. Jaz grem ven iz te bolnice. Da mejta te cigarete. Kaj pa, saj nimaš stanovanja pod kolom, ne? Saj nič nimaš. Jaz sem bogat. Jaz sem ful bogat. Vsa ta leta si nam bil vedno 20 evrov dolžen. Kako bi sam psihopat delal? Ti si manipulativen prasac. Jaz sem tep. Sorry, ampak jaz sem na skrivaj njemu skladišel nanjega jemal, pa sem mu dajal. Si mi je smil. Cigarete. In jaz sem vedno jih zaračunal tep. Mislil jih ti kradeš. Mislil si kradeš. To imaš toliko nizko plačo. Kakšen človek bi to delal? Zmer sem vam plačal prav. Zmer. Sam. Fanta, jaz rabam eno svet. Ko smo prijatelji, a ne, ko smo si bliz, pa to pa... Prijatelji, a ne? Marko, ki je že bil odpuščen iz bolnice, Marko je zdaj prišel nazaj in mi je povedal, da bi rad bil z mano. Kaj ne naredim? Jaz če sem... Daj kitaro. Malo mi je všeč, se tako zgleda v redu, pa to, ampak a veš, vsem bil je pacijent, to je sporno, pa ne vem, ali laže, ali ne. Vzeti se vam bo nekaj, bo kolega nekaj povedal. Kar zapoj, vse vam Marko. Jaz sem že prej, kaj, Jaz kakao ne resem. Delam kakao, ne bi se slišal. Zagrevam mlek. Vse po refrenu mi pomagaj. A si pa kar lepo zveni, dobro igraš. A velikrat skupaj pojeta? Dajta mi kaj za pet, no dajta mi kaj za pet, da se malo razvedri. Hvala lepa. Pomagajta mi, zapojta mi, kaj ne naredim. Zdravnica. Zdravnica, ljubezen je hudič. Nekrat, drugač, hudič. Zdravnica, ljubezen je hudič. Moraš merkat, če ne bo hudič. Zdravnica, ljubezen je hudič. Moraš merkat, če ne bo hudič. Moraš merkat. Bom šla reči ne. Ok, upam, da me še zmer čaka v predverju, no. Srenja sem naredil. Wow. To je zato, ker veš, da sem slabovidna, a ne? Ja. Kako lepo. Hvala, mama, jaz res ne vem, kaj bi brez vaje, brez korenja in kakava in teh pesmi in bi jaz še pa
O, Marko! Kaj pa počneš v dežurni sobi? Kiro? Prosti, jaz, imela sem še par tvojih stvari, pa hoteli smo ti jih poslati s kurirjem, veš, pa... Jaz grem, Maša, sem ti že povedal. Ja. Miša. Razumem, da si zmeden. Ja, zmeden sem. Večkrat si se že zmotil, pa mi je rekel Maša in ponovadi so bili to fantje. Od zdravil pa vsega. Veš, kaj sem, da odložim tole korenje? Jaz sem tudi razmišljala in sem se odločila, da zaenkrat se ne bi še videvala s tabo, ker moram malo iti čez vse te bolečine. Dva človeka sta me že zapustila, dr. Janko in moj pacijent. Bi to, da tudi jaz pogrešam, ne bi mislila. On je bil edin moj prijatelj tukaj. To pa sploh nisem pomislila, Marko. Grem. Oglasi kaj. Čas. A bi imel korenje za sabo? To je toliko velik sem ga tukaj, da ne vem, kaj bi z njim. Se krompir manže. Hajmo bod, Marko. Jaz grem zdaj na... Pogledaj, če je kdo za vizito narediti. In naslednji krog. Ja, naslednji krog eliminacije. Preostali kandidati, prosim, zvrstite se. Gotovo se v vas žejo neka zaplete, neko razumevanje teh odnosov, teh likov. Sigurno veste boljš od mene, kaj je dobro zame, kdo je čisto v srcu in kdo ni. Dajte biti res, pomislite na 3 srčke, hočemo, da se iskrena ljubezen sreča na koncu v tem odru. In glasujmo. Nad tistim, kjer dvignam roko, zaploskajte, če želite, da izpade. Publika je goreča, stopila meni v bran in izločila Marko. Dajmo določiti priložnost, med katero se bo Marko tudi razkril, da vidimo, kaj je on v srcu bil. Dajmo določiti nek razlog, zakaj on res odide, ne samo da gre domov, zakaj se tudi nikoli več ne bo vrnil. Ker je prisrčen. Na jahti mu ne more zabremzati. Ker je šel na jahto. Na jahti ne more zabremzati. Težave imaš z jahto, kakor si že to interpretiraš. Jutro. Ponoči sem videl delfine. Hotel sem reči hvala. Se lahko še tukaj? Ja, sam da mi ni treba domov. Če bi vedel, da je toliko lahko, bi že prej šel na tvojo jahto. Ja, a ni on umrl. Glej, kaj sem dobil. Da sem te rešil. Bi mislil, da človek umre od toliko kadolov, ne? Vas hitro spumpajo. Ej, grem jaz jačka skurat. Sploh ni imela tako lepega obraza. To je bil krompir, doktor... Ja. V igri torej ostajata dat s 3 srčki in one night stand.
Pa je šel, ne? Ej, moraš biti samo katak, ali... Ja, no, a se ti to zdi res normalno, no? Ni čudno, da ni še imel pulce v življenju. Škaj? Jaz sem za svojo prvo potrudim. No, prav. In trudim se, a ne vidiš? Ja, na nek zelo hecen način, ampak prav. Tako. V unih filmih, kak jaz gledam, se sme tako začne. Levež, avtomehanik, ja, to sem rad. In potem pride zdravnica. In reče, če ima zdravnica. Neki boli. Pač. Življenje ni tak, kot filmi, no, moraš... Kaj ti veš v življenju? Žena te je pustila, sam si tlela z mano cele dneve. No, prav, sej. Boče pa tudi jaz ne vem to, kakor bi moral. Sam se mi pa zdi, da v eni stvari pa le neki veš. Kaj? Ja, no in v ljubezni. Pač, ti si mene veliko naučil. O ljubezni? Ti imaš ljubezen do kuhe, do... Imam res. Do bajte konc koncev, do ljudi, ki tle delajo. Do cimet. Tako je, zlasti zadnja pol leta, odkar je žena šla, sem razmišljal o tem, ti stvari, pa ljudi okoli sebe moraš imeti res rad, ne? Pa spregledaš kakšne napake, sam drugače ne moreš živeti, a veš, da si na vsakega jezen, pa sam tako ni. Živjo, fanta. Hvala, Jaz si smo rekli, da iskamo, ne? Ja. Super, jaz sem mi hotela prijeti reči, da zdaj je čas za jutranjo vizito, pa v bistvu nimam pacientov za vizito narediti. A sem lahko? A tudi delate preglede, če ima kdo recimo psihološke težave? Mislim tako, da... Ja, sem tudi imela na faksu, ampak nisem pa specializirana iz tega, no, čeprav pri Markotu pa pri Vitotu je tudi bilo treba tako malo psihološko pristopati. Ja, jaz sem, sej to veš, ne? A te res nekaj boli? Večjo me kad... Te pricami se vliš, tlele, da te potipam? A je že cel dopoden tak? Ne, zdaj pred kratkim se mi zdi, da je tako. Čakaj, malo bom poslušala? A slište? To je zelo moteče, veš, kaj se noter zelo na glas. Dej se naprej nagal. A veš, kaj pa njemu zmer pomaga? Malo cimeta. Tu smo se pa res učili, da tudi ta narava, se je treba upoštevati kurkuma, pa vse te stvari. Jaz sem vam lih tle, ne? Jaz se počutim kot otrok. Kaj pa narediš s cimetom? A mu daš skupaj z vročim medom, pa ingverjem, pa v čaj? Ne, na redko. Zdaj nočem tle. Igor si se pa vidva gresta. To se vam mislil. Jaz nisem nikoli tega rekel. Zbazanica. Ampak sploh ni nič narobe s tabo. Mogoče pa lahko damo to na vašo. Jaz ga načikam. Nas v redu? Ja, sem ja. Ja. Ti dam malo cimeta. Še zadnje glasovanje. Nocojne tej modro se bo zgodila ljubezen po vaše. Zdaj je vaša zadnja priložnost, da določite po svoji. Kdo naj izpade? Močnejši aplavz, da se poslovi od svojega cilja, je publika namenila Slavcu. Zakaj Slavcu odide?
Oziroma, zakaj ga ne bomo več videli? Na urgenco ga odpeljajo, ker se bojo ritonila. Veste kaj? Nas bom jaz najprej zmasiral. To je pa kao v filmu, ko sem narobe klikal. To pomeni. Še zadnji. Tak. Ja. Živo, a si v redu? Prav sem spila. Ne, sem mislil zaradi slavca. Ja, tako je bilo. Jaz sem prišla sem v dežurno sobo, kjer imamo dežurno tolažbo v hladilniku. In sem si rekla, en kozarc za pacienta številka 1, ki ga več ni. En kozarc za pacienta številka 2, ki ga več ni. En kozarc za doktorja, ki ga več ni. En kozarc za slavca, ki ga upam, da več ni. Ja, malo kozarc. Ni bil tako zelo. Pa sem si rekla, še en kozarc, ker sem sama. Nisi sama, jaz sem... Poj pa zmanjkam flaše. Ker veliko enega viskija, torej. Ja, no. Če pa mi imaš narediti. Normalno pri sluhe, ali ne? Več sem spila. Čisto več sem spila. No, se moram osjati. Prej sem nek hotel ti povedati, da ne glede, ko sem prašal glede teh psiholoških težav pa to. Psihološke težave, to pa sploh ne začenje, ker ti lahko 2 dni govorim. Ne, mislil sem svoje, ampak... Alice, to sem tudi imela prakso. Prid. Vej! Bom predstavil. No, v glavnem, vse sem že omenil, žena zdaj pol leta nisva več skupaj, ne? Ja. Težava je bila v meni, da sem rekel, da ne morem več, da si ne morem več lagati. Jaz sem se ful dolg let nazaj zaljubil. Dolg let nazaj že? No, ne toliko zelo dolg, ampak nekaj let. In prav si bil cel ta čez ženo? Ja, pač videl sem, da ta druga meni praktično napast, čeprav sva se vsak dan videvala. Ja. Jaz sem bil kuhar na faksu, ona je bila študentka, zelo zagnana. A je bila malo sošolka? Ja, pa ne. A jo poznam? Ja. A je bila Elvira? Ne. Ona je imela smer take joške. Ja, dobro. A je bila Simona? Ne. Jo so vsi hoteli. Enkrat sem je plula, hrano sem zato, kam je šla na živce. Ne, ni bilo. A je bila Tanja? Od nje sem zmer... Jaz vem, da so vsi mislili, kako sem jaz pridna pa sposobna, ampak jaz sem malo prepisovala od nje, veš. V knjižnici, zapiske sem prepisovala od nje. Ne, ni bila. Ni bila Tanja. Dobro, pa pil se, smo bile samo 4 punce v letniku. Ja, no, sej. Na četrta, a ne? Na četrta. Elvira ni bila, Simona ni bila, Tanja ni bila. Kar je končala na faksu, sem... To, ker je bilo težko biti tam, da nisem več zdržal in sem šel drugam delati in pol, kaj si prišla sem... Jaz sem ta četrta! Čez sem zmedena. Šel si na razen ženo, ki nismo mogli več lagati. Ja, enostavno sem skozi mislil na te, ta čas. Šel sem stran iz faksa, sem na Golnik delati, no, pa, evo. Kakšno nekaj? Ja, življenje pa nesem nazaj. A zato si mi dal krompira. Sem se kar trudil, težko je izrezati tako obraz iz krompirja. Ampak si se res trudil. Ti si bil edini prijazen tukaj. Ti nisi
fejkal, da kašljaš, ti nisi fejkal, nisi se mi zastrupil, nisi izgorel, nisi me vžgal poriti ali karkoli že. Ne bi nikoli. Ti si kar fejst. Bomo vzel tudi to, ja. A bi, zdaj, kaj je bolnica tako prazna, ampak ti si pa še vsem kuhar, bi mogoče me zvečer povabil na dolno menzo, na večerjo. Je že vse pripravljeno. Res? Ja, svečke pa vse pa. Naredil sem krompirjev gulaš. Moje. Krompirjev vodi. Specialiteta, ja. No, pol pa me pele dol, ne vidim. Kaj bil pa malo Marko to podobno? Če boste rabila smejalni plin. Jaz se pravičujem, še vedno se mi malo drži viski pa. Kar? Pa je res krompir v vodi bolj. Ja, malo je popra zraven. Ampak se pa čuti tvojo ljubezen do kuhanja. Saj, če te ni všeč, lahko pustila. Ne, jaz mislim, da se je treba za stvari, ki so vredne, potruditi. Za vašo in mojo naklonjenost so se danes borili Mark Džemastagić, Julija Jami, Jan Cunja, Nik Sotnik, Zaključili smo z predstavo, hvala, da ste prišli na takem številu, upam, da ste se fajn imeli. Skrbite, vaška scena gre zdaj na dopust. Upamo, Medolin, verjetno. Barko. Nekaj ne pobiramo predlogov. To je to. Ja, hvala, da ste prišli, mi smo bili vaška scena, z nami danes sta bila dva gosta iz Blue Teatra. Hvala, da se povabila, Lušta mi bila. Tuna v Ljubljani, odlične predstave v Ljubljani, mogoče jih lahko najdete na Facebooku, malo spremljate in obiščete še njihove predstave. In ja, noč se vidimo. Hvala lepa. Najboljši.